Pozdravljeni v informativni oddaji Novice na ETV. Nocojšnji poudarki so: 1. marec je Svetovni dan civilne zaščite. Stanje korona krize se počasi izboljšuje. Novo vozilo za projekt Sopotniki v občinah Litija in Šmartno pri Litiji. Zagorski župan Matjaž Švagan in novi lastnik Medijskih toplic na videokonferenci odgovarjala na vprašanja občanov. Dan civilne zaščite, ki smo ga v Sloveniji uveljavili takoj po osamosvojitvi leta 1992, je dan posvečen vsem poklicnim in prostovoljnim reševalcem, pripadnikom civilne zaščite, pa tudi drugim strukturam, policistom in vojakom, ki vlagajo napore in prizadevanja pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. Vsem torej, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posebna preizkušnja za sicer utečen način dela je bila v letu dni trajajoči korona krizi. Več o tem pa je povedal Karlo Jurjevec, poveljnik civilne zaščite Litija. V preteklem letu se je slika za delovanje civilne zaščite malo zasukala v primerjavi z prejšnjimi leti. V Litiji smo bili večinoma navajeni posredovanja civilne zaščite ob kakšnih večjih poplavah, mogoče kakšnih požarih, ampak pri požarih se tako vedno zanašamo na naše drage gasilce, ki so res v bistvu lahko, kar se tiče organizacije, so nam lahko po mojem tudi zgled. Za COVID nam je pa prinesel mogoče malo več birokracije, malo več pisarniškega dela. Umakniti smo se mogli v pisarne oziroma v ozadje, ogromno komunikacije je teklo po mailih, sestankov praktično nismo mogli imeti oziroma smo se jim poskušali tudi izogibati. Nekako smo se bili prisiljeni povezovati v bistvu preko vseh drugih kanalov razen osebno. Za marsikakšno stvar sploh od začetka zelo težko izvesti v praksi, ampak se mi zdi, da potem, ko se malo sama logistika, ko bi rekel, navadila na to, kakšne so potrebe za to našo krizno situacijo, da je vse skupaj tudi dosti v redu steklo. Se je pa poznalo tudi z vidika države navzdol. Smo dobivali dosti dobre usmeritve in napotke, kako ukrepati v določenih primerih. Ogromno je bilo nekega opozarjanja, ogromno je bilo nekih obveščanj po mailih. Imeli smo dežurno številko odprto na občini, preko katere se mi zdi, da smo občanom lahko ogromno nekih informacij dali, ki jih mogoče niso uspeli sami najti. Zaščitna oprema se je v bistvu kupovala po različnih kanalih od začetka, kasneje, ker ratalo pa to bolj organizirano, oziroma ko smo se odtekli, in smo pa tudi v bistvu strani države navzdol dosti v redu dobivali po vseh kanalih opremo. Tako da je tudi v bistvu ta del nekako se skristaliziral. Za naprej bo treba pa verjetno še kakšno stvar mogoče malo optimizirati, izboljšati. Veliko nekih napak se je pokazalo, ki pa nekako jih moramo zdaj še malo zanalizirati. Z vsakim problemom, ki smo se z njim srečali, smo strani občine vedno dobili ogromno podpore. V bistvu smo dobili tudi, bi rekel, tehničen support na vseh ravneh. Naj bo to v obliki potrebe po opremi, potrebe po hrani, mogoče vzvodov, kontaktov, kako informacijo prelivati, ali pa mogoče tudi sama akcija na terenu. In tle je občina v preteklem letu, se mi zdi, ogromen posel opravila. In nekako je v bistvu za pohvaliti vse deležnike. Na nas je pa mogoče še to, da uspemo še kakšna druga društva, ki so, oziroma druge institucije civilne zaščite, da jih mogoče sami malo bolj vpeljemo, oziroma da jih začnemo sami malo bolj tudi koordinirati, pa nekako jih vključevati zraven. Na to se mi zdi, da se je mogoče v preteklosti malo pozabljeno, ampak občina kot inštrument je pa bila, jaz mislim, da kar nek
glavni voditelj vsega skupaj in brez nje bi bili pa zelo mrzli. Izhodna strategija za covidne bolnike je sestavljena iz 4 faz in trboveljska bolnišnica je prešla v zadnjo, torej 4., s katero ni več covidna bolnišnica, kar pomeni, da od zdaj naprej svoje bolnike z novim virusom hospitalizirajo v UKC-ju. Kaj to pomeni za bolnike, nam je povedala direktorica Splošne bolnišnice Trbovlje. Ja, trenutno še zdravimo v naši bolnišnici 8 covidnih bolnikov, od tega so 3 na intenzivni terapiji, se pravi so intenzivni bolniki v intenzivni enoti. Te bolnike zdravimo do konca. Teh bolnikov ne bomo premeščali nikamor, ampak jih samo odpustimo v domačo oskrbo, ko bodo pozdravljeni, ko bo za to prišel čas. Predvidevamo nekje, da jih bomo uspeli, da se bodo odpustili do konca naslednjega tedna. Vse ostale bolnike, ki bodo prihajali v naš urgentni center in bomo ugotovili, da so pač, da imajo diagnozo COVID, da so COVID pozitivni bolniki, vse te bomo premeščali oziroma usmerjali v UKC Ljubljana. Kaj pa bo s COVID oddelkom, če pride do 3. vala epidemije? Moramo nekako biti pripravljeni, da ponovno vzpostavimo COVID oddelek oziroma možnost zdravljenja covidnih bolnikov v roku 48 ur. Zato smo se tudi pri nas odločili, da naslednji teden še negovalnega oddelka, ker je trenutno so COVID bolniki, je ta oddelek preurejen v COVID oddelek, ne bomo še odpirali v mesecu marcu, ampak bomo pač določene stvari urejali, se pravi še neke napeljave, čistili prostore in počakali, kaj v primeru 3. vala, če bo seveda 3. Danes je bila v Litiji manjša slovesnost ob predaji novega vozila za namene prevozov v projektu Sopotniki. Namenjen je starejšim občanom občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki živijo v oddaljenih krajevnih skupnostih in nimajo druge možnosti prevozov. Ti so namenjeni predvsem za obisk zdravnika, različnih opravkov na občini ali upravni enoti, pa tudi za manjše nakupe v trgovinah. Slovesnosti sta se udeležila oba župana, Franci Rokavec in Rajko Meserko, sodelavci in prostovoljci, ki bodo novo vozilo uporabljali. V Zavodu Sopotniki smo zaznali to stisko starejših, predvsem tistih, ki živijo na podeželju, kako težko dostopajo do osnovnih storitev, kot so zdravniki, trgovine, pošte in v bistvu je ta stiska še toliko večja, ker mladi večinoma so aktivni, jih ni čez dan in so primeri, ko morajo, ne vem, recimo vzeti dopuste za to, da je lahko peljajo starše k zdravniku in mi smo razmišljali, da lahko kaj naredimo za to, da jim olajšamo to in tako se je rodila ideja o Sopotnikih. Seveda pa smo vedno želeli tudi, da Sopotniki niso samo za te nujne prevoze, ampak da omogočajo tudi neke socialne stike s starejšimi, to se pravi, da se lahko pač s kom srečajo, podružijo. Zdaj v teh časih korone je to bistveno težje, ampak vseeno mi smo veseli, da storitev teče tudi sedaj in da lahko starostnikom zagotavljamo dostop do zdravnikov in osnovnih storitev. Zavod Sopotniki trenutno deluje v 15 občinah, v projektu sodeluje 280 aktivnih prostovoljcev in pa storitev uporablja tam nekje okrog 2600 starostnikov po državi. Tak dogodek je pač nekaj zelo lepega za nas, ker to pomeni, da se je storitev v tem kraju, to se pravi naše sodelovanje z občino Litija in Šmartno pri Litiji, da je bila storitev lepo sprejeta, potreba po teh prevozih je velika in zato je tudi odgovor na to je pač to vozilo. In tega smo veseli, ker prevozi bodo bolj udobni in bolj varni za naše uporabnike, pa tudi prostovoljcem bo lažje z novim vozilom. Ja, gledajte, zagotovo se je projekt Sopotnik res dobro prijel v teh dobrih 2 letih. Stkal res še eno dodatno dobro, vez sodelovanja med občinami Litija, Šmartno, kakor tudi se pravi predvsem za starejšimi občankami in občani, da smo se odločili za novo vozilo, je pa rezultat popolnoma enostaven. Dosedanje vozilo je tako in tako bilo staro že 16 let, ki je bilo v uporabi
se pravi za strani občine Litija in res je že tudi dotrajano, tako da je bil zadnji čas, da smo se odločili za to posodobitev. Hkrati je pa tudi, se pravi, širitev, dejavnosti Sopotnika narekovala, da moramo, razširiti tako imenovani vozni park. Ja, poglejte, ko sva pred v bistvu dobrimi 2 leti, projekt Sopotnik, z Zavodom Sopotnik in župan občine Litija in seveda jaz podpisali namero o sodelovanju, je bila to ta želja, ki se v bistvu zdaj uresničuje. In mislim, da je odziv občanov naše občine izredno lep, pa ne samo občanov v smislu prevozov, ampak tudi seveda samih prostovoljcev, na kar sem izredno ponosen in vesel. In seveda verjamem, da ta skupni projekt obeh občin je lahko osnova tudi za kakšen drug podoben projekt in verjamemo to, da bomo še kaj dobrega lahko na tem področju naredili. Zaradi velikega zanimanja ob februarskem klepetu župana občine Zagorje ob Savi Matjaža Švagana z občani prek Zooma je župan včeraj ponovno odgovarjal na vprašanja občanov. Tokrat je beseda tekla predvsem v turizmu v občini Zagorje, saj je župan k sodelovanju povabil tudi novega lastnika medijskih toplic Marjana Kranjca, ki je predstavil načrte v povezavi s kupljenim objektom, in Andraža Gruma iz kolesarskega kluba Zagorska dolina, ki je predstavil gorsko-kolesarski park Cilensa Trails. Mi smo pred enim mesecem že predstavili ognjemet investicij v Zagorski dolini. To je bil eden izmed prvih projektov v slovenskem prostoru, da je župan na takšen način vzpostavil kontakt v danih razmerih z občankami in občani Zagorske doline in tudi širše so se priključevali nekateri župani sosednjih občin ali daljnih, da so videli, kako na kakšen način vodimo uspešno zgodbo. Včeraj smo v tem ponovno ponovili tak način, kjer smo predstavili projekt Cilenca, ki je za okrog 2 kilometra novih kolesarskih poti, od ekstremnih do enostavnih na tem področju, kjer zaključujemo v Evroparku, kjer bomo postavili tudi večnamenski objekt. In tukaj je zahvala gospodu Grumu, vsem njegovim prijateljicam, ki ta projekt uspešno vodijo. Mi smo jim zgolj pomagali z strojnimi posegi na tem predelu, ampak tukaj je res mlada ekipa, ki je potrebno, da vsak župan tudi podpre. No, pika na i včerajšnjega dogovarjanja je pa projekt medijskih toplic, projekt, ki vnaša izredno pozitivno energijo v Zagorsko dolino. Vemo, da smo 11 let čakali na podjetnika, na gospoda Kranjca, ki je prišel z jasno vizijo, kaj želi z medijskimi toplicami storiti. Seveda v najtežjih časih, s katerim se sooča tudi področje turizma. Tudi sam ima veliko spalnih kapacitet v slovenskem prostoru, ki ima že nekaj mesecev prazne, ampak kljub temu se je odločil na podlagi dobre zgodbe, ki jo vodimo v Zagorski dolini, da pride med nas in da to vizijo predstavi in včeraj jasno povedal, da želi zgraditi kompleks, ki bo namenjen zasavski populaciji, 365 dni, ne samo tujcem, kot nekateri ustvarjajo zgodbe, seveda ne zelo namerno, ampak pač glede na nekatere njegove ponudbe, ki jih ima v slovenskem prostoru, vključno s tem, da ne bi zaposlil okrog 100 ljudi, 200 sob naj bi bilo vključno z savnami, fitnessi, zdravstveno storitvijo. Seveda, jaz sem vesel, da v najtežjih časih dela dobre projekte in tudi sovpada z mojim pogledom na življenje in ustvarjanje Zagorske doline. In to so občanke in občani zelo pozitivno sprejeli, da dobijo informacije ne od župana, ampak od ljudi, ki imajo največ zaslug, da lahko govorimo o zgodbah v Zagorski dolini.
Občina Litija v teh dneh izvaja projekt obnove močno dotrajanih stopnic pri knjižnici Litija in dostop s perona železniške postaje na nadvoz, česar so se razveselili občani, še posebej tisti iz Graške Dobrave, ki jih dnevno uporabljajo. Poleg tega pa poteka obrezovanje mestnih dreves, a letos nekoliko drugače kot prejšnja leta. Ja, občina Litija se je odločila za izvedbo nujno vzdrževalnih del na tem stopnišču, ki vodi do knjižnice in pa potem tudi na stopnicah, ki pelje iz perona, pravzaprav železniškega, do nadvoza. Kot vidite, se bodo položile pač granitne plošče. Jaz mislim, da je bilo to res že skrajni čas in nujno potrebno. Mislim, da bodo dela kmalu zaključena. Mogoče povem še vrednost. Vrednost je 20 000. Jaz računam, da bo občina Litija potem tudi nadaljevala z obnovitvijo podobnih stopnišč, ki jih imamo v mestu kar precej in jih je že zelo načel zob časa. Mi smo veseli, da smo pridobili pravzaprav izvajalca del, ki je strokoven, ki dejansko obvlada obrazovanje dreves. Mislim, da smo že kar nekaj let poslušali kritiko, da ne znamo ravnati z drevesi, ki jih imamo v mestu, in jaz se popolnoma strinjam. Če želimo, da bo življenjska doba dreves kolikor toliko dolga, je seveda potreben tudi strokoven pristop in jaz mislim, da bomo tako, kot smo sedaj začeli, tudi nadaljevali in tako pravzaprav polepšali naše mesto, ohranili, bom rekla, tudi to funkcijo pravo dreves, tako kot mora biti, se pravi, da skrbi ne le za senco, ampak da nam pravzaprav tudi daje neko svežino, zrak, kisik, tako kot mora biti. Ja, mi bomo začeli smo že z urejanjem dreves pred občinsko stavbo. Vemo, da smo v jesenskem času že tudi na ta način strokovno obrezali drevesa v parku nasproti občinske stavbe. Sedaj bomo nadaljevali tudi z drevoredom ob Kidričevi, ki je, bom rekla, nujno potreben strokovne obdelave. Potem pa seveda tudi po naših parkih, tako trg na stavbah, kot tudi na Rozmanovem trgu. Seveda ne bomo zajeli še vseh dreves, bomo pa seveda potem postopno, potem še v jesenskem času, pristopili k temu. Dela, ki smo jih pravzaprav v tem trenutku naročili, so v vrednosti 8 000 evrov. V prejšnjem tednu so imeli zasavski policisti veliko dela. Vse od prometnih nesreč do nesreče, v kateri je vlak do smrti povozil osebo. V Trbovljah pa so se v petek zgodili kar 4 vlomi. Več o tem pa trboveljski komandir. To je res neka zgostitev, ki jo v letošnjem letu še nismo imeli. Se pravi, v petek so tekom dopoldneva potem policisti opravili ogled kraja kaznivega dejanja na 4 lokacijah v naselju Trbovlje. Pri vseh teh dejanjih je šlo za tatvino na vlomni način, saj je neznani storilec v notranjost vstopil na način, da je vrata oziroma ključavnico odprl z ustreznim orodjem na silo. Je pa bilo tako, da je v enem primeru neznani storilec iz pisarne odtujil gotovino in tako lastnika oškodoval za 300 evrov. V vseh ostalih primerih pa je iz poslovnih prostorov oziroma tam ni bilo ničesar odtujeno, je pa nastala materialna škoda. Kaj lahko stori vsak posameznik, da do vloma v njegovo lastnino ne pride? Morda, če začnem že s tem, ko zapuščamo domove, svoja stanovanja ali pa tudi poslovne prostore, na vse občane apeliramo, da poskrbijo, da ustrezno zavarujejo prostore, se pravi, da zaklenejo vrata, da zaprejo vsa okna in s tem otežijo vstop v objekt. Zagotovo tudi ni odveč, če vzpostavijo nek občutek, da je v hiši oziroma stanovanju nekdo prisoten. Tudi sosedje marsikaj zaznajo in lahko opazijo na vaš dom, ko ste vi odsotni, ali pa seveda pokličejo policijo, če opazijo kakšno sumljivo ravnanje oziroma če se okrog hiše objekta gibajo kakšne sumljive osebe, ki jih niso vajeni.
Seveda, vrednejše predmete je treba shraniti v primerne sefe ali blagajne. Kako pa naj oškodovanec ravna, če vseeno pride do vloma? Svetujemo, da ko opazite vlom, da se je nekaj zgodilo v hiši ali da je recimo alarmna naprava nekaj zaznala, takoj obvestite policijo na številko 113 ali pa lokalno policijsko postajo. Pomembno je, da ne vstopate v objekt, saj se lahko v notranjosti tudi nahaja še storilec ali pa s svojim vstopom uničite sledi, ki so pa pomembne za nadaljnjo preiskovanje kaznivega dejanja. Vlada sprošča ukrepe za zajezitev covida. Vse od odpiranja občinskih in regijskih meja pa do druženja do 10 ljudi. Še vedno pa imamo policijsko uro, prepoved gibanja med 9. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Ob neupoštevanju policijske ure in prav tako ob neupoštevanju preostalih ukrepov se kršilcu izda opozorilo ali pa celo kazen. Kako smo prebivalci Hrastnika, Trbovelj, Zagorja ob Savi in Litije upoštevali oziroma ne upoštevali vse te omejitve v prejšnjem tednu, pa so nam zapisali na Policijski upravi Ljubljana, ko so podali pisno izjavo. Navajam. Kršitev po odloku ne vodimo po specifičnih kršitvah, zato vam števila kršitev omejitve gibanja v nočnem času ne moremo posredovati. Skupno število vseh znanih kršitev po odloku med 22.2.2021 in 28.2.2021 na območjih policijskih postaj Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litija je bilo 25. Od tega je bilo izrečenih 17 opozoril in izvedenih 8 prekrškovnih postopkov. Kultura se nasplošno nanaša na oblike človeške dejavnosti in simbolične strukture, ki dajejo takim aktivnostim pomen. V času koronavirusa je bila zelo omejena in zapostavljena. Potekali so sicer spletni dogodki, proslave, razstave, pa vendar to ni enako, kot je bilo prej, ko smo si lahko prosto ogledali razstave, proslave, koncerte. Kaj vse imajo trenutno in kaj pripravljajo za naprej v likovni galeriji Kulturnega centra Delavskega doma Zagorje, nam je povedal strokovni sodelavec Milan Razboršek. Aktualna razstava, ki bo na vpogled v galeriji Medija še do konca meseca, je razstava akademskega slikarja Leopolda Hočevarja Hočija. Na razstavi je 20 del, platen, katere razstave, značilnost te razstave je pa tudi v tem, da je prodajna razstava. Potem sledi razstava nekako v začetku aprila, zopet akademskega slikarja, ki pripada zasavski, lahko rečem, generaciji, čeprav smo ga posvojili pravzaprav, to je Jože Meglič. Jože Meglič bo razstavljal verjetno en tak kratek pregled njegovega opusa, ki ga bom seveda še izbral. Zaenkrat ne vem, kakšna bo tematika, ampak mislim, da bo krajši pregled. Kasneje imamo v planu še eno razstavo, zopet enega zasavskega slikarja, to je Janeza Kneza, akademskega slikarja Janeza Kneza. To pa se povezuje tudi z njegovim jubilejem. Namreč letošnje leto bi on praznoval 90 let, če bi bil še med nami, hkrati pa je to tudi 10-letnica njegove smrti. Ta razstava je nekako planirana za mesec julij, v času trajanja kolonije Zlake Zagorje, torej od 10. do 20. julija. Vmes pa kakor bodo dopuščale razmere. To pa je vse, kar smo vam pripravili v tokratni informativni oddaji. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vam želimo prijeten večer.